seboj ti nič dobrega ne obeta, neprijazen je kot so šoferji mestnega prometa. Tu sestanek, tam je zbor, pa spet nova seja, poln urnik, kakor so lokali okrog RTV-ja, a to se govori med ljudmi, da to se govori med ljudmi. Več kot samo sebi, o meni kompjuter ve, zdaj smo spet številke, zdaj nismo več ljudje. Vse ostrejši je ta naš kamen spotike, da prav nesmrtni imajo največje spomenike. A to se govori, ja? Med ljudmi, da to se govori med ljudmi. Ko svet se rodi v petkih ob dveh, ko odprejo se vrata in sliši se smeh, ko masko nasmeha si nadeneš še šev, ker svet se rodi v petkih ob dveh. Ob dveh. 64 ur zdaj imaš na razpolago, da za konec tedna si privošči zgago. Ne verjemi tem, ki glasno govori, da smo tukaj sami dobri ljudje, ampak to se govori med ljudmi, da to se govori med ljudmi. Ko svet umira nedeljo zvečer, ko vsi smo zbrani in v hiši je mir, ko lokal bo zaprl še zadnji oštir, svet bo umrl nedeljo zvečer, svet umira nedeljo zvečer, nedeljo zvečer. In zato predlagamo, naj se še enkrat pretehta problem novega prometnega režima na področju naše krajevne skupnosti. Opozarjamo, da bi vsaka nesmotrnost ali prenagljenost lahko izvala, lahko povzročila, popolno zmešnjavo na cestah, ki so neprimerne za tranzitni promet težkih saj ceste že leta niso bile obnovljene. Zambacek, dobri so. Ja, dobri, kaj pa skleroza, pa sladkor, pa kalorije, na to ne misliš? A? Ti pa res zagražaš človeku vsak bonbon. Krajevna skupnost. Takoj, tovariš Fajgl. Šef urbanističa. Halo? Zdravo, tovariš inženir. Kako? Kdo? Ne. Zdaj? Vsekakor. Takoj pridem. Uredi vse potrebno. Buncek dela škandal. Dokler sem jaz tu, ne boste. A tako? A vi ste tist, ki mi greni življenje, kaj? Jaz samo upoštevam predpise in ne dovolim, da bi sabotirali plansko ureditev mesta. Proti vam pa nimam nič. To pa ni res. Vse to je naperjeno zoper mene osebno, ampak mene ne boste, vi še mene ne poznate. Jaz vas bom z vsemi dosegljivimi sredstvi. Jaz vas bom. No, kaj boste? Vi ste lahko v pisarni krajevne skupnosti strah in trepet. Tukaj ste stranka, kot vsi drugi. Zdravo.
ste še celi? Kaj pa mislite, ko da se bojim takih le? Poklical sem vas, da ga spravite k pameti. Mirno hrite, vaš bonce, vse se bo uredilo, boste videli. Bodite potrpežljivi. Kaj? Čakajte, prišli boste na vrsto. A potrpežljiv ne bom, kaj? A vi sploh veste, da sem v teh 3 letih že napisal 7 prošenj za adoptacijo, pa da so mi že 8 zavrnili? Vaš boncek, vi ste pameten in pismen človek. Razumeti morate, urbanistični zavod ne more dovolj graden ali adaptacij v vaši ulici, ker je tam predvidena gradnja stanovanjskega naselja, pa še nova cesta. Saj tomu tudi jaz dokazujem. Ha, ha! Ha, ha! Ha, ha! Ta vic ima brado do popka. Pri nas, da bo kaj gradili kakšno cesto ali pa kakšen stanovanjsko naselje, dajte na mer. Pa tudi, če bi tam gradili, bo to mogoče čez 10 let. Ali pa v prihodnem tisočletju. Jaz imam pa družino, razumete, imam 4 otroke, imam ženo, streha mi puša, nadgradnja se mi ruši, termite imam Vidite, za motor. to gre. Ne moremo vam dovoliti adaptacije, ker vsa hiša razpada. Kakršnikoli dozidav sploh ne bi prenesla, razumete? Ja, že razumem. Sam vi ne razumete mene. No, ma čakajte, no, mi smo vsi dobri ljudje. Trek! No, dajte. Vaš inženir vam je lepo razložil. Sej bi vam rad pomagal, ampak vaša hiša je taka, da se je ne da prezidavati. Tega ne verjamem. Tovariš Feigl je rekel, da bi dal dovoljenje za adoptacijo, če bi bila hiša zadost trdna. Tako je. No pa mi pa dovolite, da popravim hišo? Nemogoče, to bi bila že adaptacija. Finta! Finta! A vidite, to ima finta, to ima zadnjik. Finta! Inženir je strokovnjak. Ja, tak strokovnjak sem tudi jaz. A vi sploh veste, koliko je črnih graden? Pa jih noben ne podira. Meni pa ne dovolite, da popravim svojo lastno hišo. Dajte na mir, to je smešen. Čez glavo vas imam vse. Sploh pa ne verjamem, tisti, ker je rekel Tomaž Feigl, da mi bi dal dovoljenje za adoptacijo, če bi bila hiša zadost trdna. Bacek je priča, dovolili bi. A mi daste tole? Mal napismeno, a? A pismeno hočete? Ja, napismen bi dajte. Dobro, vam bom dal pa pismeno. Izjavljam, da se hiše, ki je v lasti Jake Bunska, mesarska 60, ne da adaptirati samo zato, ker razpada in ne bi prenesla. Urbanistični zavod razen tega nima nobenega razloga, da prošnji ne ugodi. Feigl, kako ste zdaj zadovoljni? Hvala lepa. Bomo vsaj mer pred ženo. Zdravo! Čak me, bo že še kaj prišel balinac. To sem naredil samo zato, da bi se ga znebil. Se pravzaprav ima ta človek res 4 otroke. Res mu streha pušča. Res bi bilo treba hiško popraviti. Kaj se tukaj ne da kaj narediti, vaš Feigl. Dajte mu notis do dovoljenja. Z ljudmi je treba lepo, po človeško. Dolžni ste poročati, če opazite, da Buncek kaj gradi ali pregrajuje. Nič nisem dolžan. In ne bom špioniral za svojimi krajani. Zdravo! To je v skupnem interesu. Nisem si jaz izmislil zakonov in predpisov, hej! Rekla sem ti, stisni Feiglu kuverto v žep, pa boš dobil dovoljenje. Ti pa ne, stiskač. Da me vse tožil, ne? Vse imamo, vse z uvoza. Kuham pa na starem štedilniku, peril sušim na dvoriš, pa še posodo moram sama pomivati. No, poglej, kakšne roke imam. Pa koliko časa bo še to trajalo? Kaj, Madonna, denarja imamo, da bi lahko sezidali ne en nadstropje, ampak 2. Pa kopalnica v vsakem nadstropju, vse v kaheljcah, vse v kristalu, da bojo babe kar zelene od fovšije. Pa ne gre, pa ne gre. Ja, kaj me slišiš, kaj ti govorim, a? Kaj pa ne naredim, no, ne napišem še 8. prošnjo? Prodejmo tole, pa kupimo drugo. Kaj? Dokler sem živ, se tole ne bo prodajal. A ti sploh veš, kakšna vrednost je to? Če jo pa tele gradili cesto, pa sploh, to bo zlata jama. Pa kaj me briga, kaj bo pol? Vem sam to, da otroci niti svoje sobe nimajo. Sobe, saj imajo sobo, no, spod je svinak, zgor pa kurenk. Ja, veš kaj? Na pet pogled, kdo je. Kdo me vzaj spet zadal. V pravem čas. Sobe,
Pa še eno guvernanto zraven, ne? Čak je prišel. Kleinem se, kleinem Kar se. naprej, kar naprej. A vi ste čok, no, sete se pa. Jaz sem na vašo varnost mislim in bodočnost. Treba bo obnoviti zavarovanje. Boste kavico? Prosim. Se ne vem, če ne zavarujem, koga pa ne zavarujem v tele podrtiji, no. Saj ravno zato. Čim starejše je, več je vredno kot antikviteta. Poglejte jo, čez 2 dni se izteče. Hvala, čok, res ne vem, če ne zavarujem, ne. Poslušajte, prošle imam noter za adoptacijo, ne. Če me bojo dovolili, pa pol prišli, ne, ker bomo mehno to stvar uredili, ne. S Pavlico smo že nekaj izbrali tukaj iz Maison Francajsa, ne. Pol se bomo splačali, ne, tako pa plačujem. Pa se ne vem, koga plačujem. Čudim se vam, tovariš Bunce, saj ste vendar posloven človek, vsaj vi bi morali znati računati. Pomislite, če se, Bog ne daj, vendar predpostavljamo, tole podre, da se odre pot ali recimo streha in vas sranje, a? Kaj potem? Niste zavarovani, ne dobite nič, če pa ste zavarovani, to je pa čisto nekaj drugega. Ali recimo, da se podre dimnik na mimoidočega. Niste zavarovani, pa plačujete vse iz svojega, če pa zavarujete tudi hišo za tak primer, vas nič ne stane. Sicer pa je še 100 možnosti in kombinacij, tega vam sicer ne bi smel reči, da še kako se poznamo. Pavlica, veš kaj, dejno s čokom urediti te formalnosti, jaz moram pa prav na hitro. A tudi življenjsk zavarovanje? Vzem vse, kar ima. Bom že pol plačal. Zdravje. Tako, zdaj pa midva vse lepo in po vrsti. Počakajte, no, vse se bo uredilo. Direkt se bo uredilo. Če te stvari ne bomo sami uredili, nam je tudi noben drug ne bo. Zakaj pa ne urediš? Vse si delegat krajevne skupnosti. Tako je. Saj zahtevam, pa kaj ko ni denarja. A za krajevno skupnost Poljane pa je denar, kaj? Dobili so asfalt, dobili so semafor. Ja, dobili so nov vrtec, kaj pa mi? Pa za smrejevanje okolja, koliko časa že zahtevamo, da pekarna zgradi nov dimnik, a? Oni pa se na vse to požvižgajo. Kje so trim steze, kje zelenice? Pa nič ne delate tam v skupščini, samo kimate in glasujete. Tako je. No, če vam jaz nisem dober, si pa drugega zberite, na plača. Drobiš kar obdrž. No, čakaj pa, to pa Nič ne delate. Samo kimate in glasujete. Vacek, poslušaj. Treba bo sklicati zbor občanov. Tako ne gre več naprej. No, tudi jaz tako mislim. Hvala lepo. Hvala, Markič. Pa vsi smo vendarle dobri ljudje. Dejno. S temi svojimi dobrimi ljudmi. Kaj, Miha, kaj plačaš dobro? Hvala lepo. Tukaj bo treba narediti red. In če odbor krajevne skupnosti ni sposoben, da to doseže, se mora vsaj zavedati svoje odgovornosti. Zdravo. Dobre. Si videl? Sem? Zdaj sem jaz kriv. Ma ne, nisi ti kriv. Tovariš tajnik, nisi. Ne razumem. Vsem smo se tako lepo menili, zdaj pa naenkrat grom in strela. Kaj pa jim pravzaprav je? Kaj hočeš, da ti ja kažem? Vidiš, Borazeru, nekada su se te stvari rešavale tamo gore, na opštini, na republičkom nivou, razumeš? Da. I kad nešto nije štimalo, onda se znalo, mater, on ima gore. Je tako? Mater, ja. A sada se sve te stvarčice rešavaju ovde. I sad kad nešto ne štima. Kome mater? Kome? Živio! Živio, Ciril. Za potpisat bo. Lahko. Kaj hoćeš, črnega ali pa belega? Noč ne bom, već sem jako mudi. Aha, tako. Pozdravljeni. Pozdravljen. Odavkar je. Zdravo. Šta je, ljudi, ovo je krvnički. Pa vidi kakav su mi porez nabili ko da sam vlasnik hotela, a ne obične birtije. Džoko! Kaj, Džoko? Kaj? Nisam ja Džoka. Ja sam Džoka. Đ, razumeš? Krpanček, sam moj enga. Ne dam, nema, vidi. Ja da te kreditiram, vidi kako su mi porez nabili. Ja ću morati da tražimo nekoga milostinju, vidi šta je ovo? Džokica. Kaj, Džokica? Niti povohao ga še Pa šta ako nisi, pa šta si ti mene? Šta hoćeš? Ne dam. Dajmo dvojnega, Krpan, dajmo dvojnega. Daj dvojnega. Dvojnega mu dajmo. Hvala. Ne papir.
Hvala, sosed Buncek, tega vam ne bom Ti plačaš te pozabil, papire? Jaz plačam. dokler se mi živa. Dobro. Ti žokice na zdravje. Izvoli. Ti frakl. A pa hotel zaslužiti 3 ure, a? Kako da ne, gospod Buncek, lahko tako, da ne nasekam drva? Ti 3 nove Jurije, 3 so starih, mislim. Pameten govor. Jaz? Ti ja, seveda, se s tabo govorim. Pa kaj sem pa jaz naredil? Zmeraj sem vas spoštoval, se pa delati norce z mene, še toliko drugih. Še enkrat te vprašam, a če zaslužiti 300 Jurijev, ali naj poiščem drugega? Ja, kako da ne, seveda. No, pa popišem na dvojno porcijo. Kaj bom pa delal? Ti nič. Dvojno! Joža. Nosi fraklu. Krpan, bi se lahko nekaj pogovorila? Lahko, baš mi do razgovora. Šta hoćeš, o čemu? Obljubili ste mi povišanje. Kako povišanje? Šta ti je povišanje? Vidiš da su mu propastili, pogledaj. Ostaje mi samo da spustim roletnu i da udarim katanac. Evo. Ne sekiri se, Krpan. Hvala. Tako kot prav naš tajnik. Vsi mi smo dobri ljudje. Vi ste dobri ljudje, a ja plaćam porez. Tukaj stoj, pa se ne premakne. A kar stojim, ne. Ja, tukaj boš stal in gleda se tudi za korak ne premakne. Kakor vi hočete, ne bom se premaknil. Čakaj. Tako je boš. A me mislite slikati, ko me tako nastavljate? Na zadnje so me tako nastavljali pred fotografom, pa zadnji. Ti kar tukaj pri mir stoj. Čist primer. Sosed, a veste, da me je eden z opeku čofno po pisku? Dobar je, dobar je. Ti sam tukaj počakaj pa mir dej. Halo? Policija? Ja. Buncek. Buncek, Misarska 60. Ja. Strešna nesreča. Ja, strešna nesreča. Opeka. Fraklno. Ja, reševalce, zdravnika, pa policijo. Ja, takoj, seveda, si šel na pomrtu. Ja, takoj. Hvala. A te boli? Ja, če pošla tam, boli. Dobar je. Zdaj pa pas. Prišli bojo miličniki pa reševalci. Rekel boš, da ti je z moje strehe padla opeka na glavo. Razumeš? Javke, derse, reže si v glavo vrti pa tako, ne? In kaj te bojo pravili na zaslišanje, pa vlož zoper mene tožbo. Na, tle imaš 50 jurjev, drugo dobiš pa po razpravi. Da mi tožil jaz vas, če ste mi pa dali toliko denarja. Jaz hočem, da me tožiš, ne razumeš? Hočem. Če me ne boš tožil, ne bo kupčije. Jaz nič ne razumem. Se jim treba. Na, used se. A te boli? A direkt boli. Grozen!
Tovarši, prosim vas, občani, nazaj, umaknite se. Opeka je pala strehe na glavo. Občani, razumemo se. Nič nevarnega ne bo. Ja, tega pa ne morate reči, vaš zdravnik, lahko pretres možganov. Treba je slikati je treba. Moram napisati prijavo. Ja, Jonco, ti kar piš. Napiš, da bi ga skoraj ubili. No, dobro. Ubili, napiš. Odpeljali ga bomo v ambulanto. Imate zdravstveno izkaznico, imate, ste zavarovani. Kdo, jaz? Jaz nimam. To pa je druga stvar. Kdo bo plačal stroške? V kateri občini živite? Jaz plačam, to vaš doktor, jaz. Buncek bo plačal, tovariši, Buncek. S tem prevzemaš odgovornost. Ja, seveda sem odgovoren. Pripravljen sem plačati vso odškodnino in stroške. Najbolje, da greva na postajo in tam se stvar urediva. Ja, tudi jaz tako mislim. Kopijo zapisnika pošljite k nam. Tudi mi pošljemo njega k vam, brško ga obvežemo. Redu. Buncek, greva. Marš se greš tam, marš. Sam. Ja, sveda. Kura me kvarmi biznisa. Biznisa. Dne 4. avgusta je padla streha v mesarski 60 opeka in pri tem poškodovala tožnika, ki je dobil lažje telesne poškodbe. Ja, točno. Hiša je last toženega. Ja, Jaka Buncek, to vaš sodnik. V tožbi ste zahtevali 3000 dinarjev odškodnine. Ja, toliko zahtevam za bolečine, prosim, pa za izgubo delovnega časa, pa za zdravljenje. Toženi Jaka Buncek, ali pristajate na zahteve tožnika? Pristajam, seveda pristajam. Se mu lahko takoj plačam, če hočete. Ali ima tožnik še kakšne zahteve? Ja, ne, tovariš predsednik. Torej, stranki sta se sporazumeli, pišite. Toženi Buncek, ali se zavedate, da bi zaradi podiranja strehe lahko prišlo do še težje nesreče? Seveda se zavedam. Se Frakl nam lahko tudi ubil? Torej se zavedate odgovornosti? Ja, tega se zavedam. Zavedam se odgovornosti in to tudi globoko obžalujem. Kaj obžalujete? Ja, to streho, ne? Ja, pa to nevarnost, ki vsak dan preži na moje drage soveščane. Se zaradi tega sploh ne morem spati, ker moja žena prašte. Res je, to vaš predsednik sploh ne spi. Po noč vstaja, hod po sobku, kar mesečen in ves čas jamra. Joj, kaj se je zgodilo, kaj se še lahko zgodi, ubogi moji someščani, enega bo še ubil. Ja, pa moram vstati, mu skuhati kamelce, pomiriti ga moram kakor otroka. Čakajte, nikogar še ni ubilo. Ja, lahko bi ga pa, enega lepega dne lahko pobije vso ulico, pa mamo. Ja. Vi ste malo... Ali pa se norčujete iz sodišča in zakona? Ne. Sploh se ne norčujem, jaz samo globoko obžalujem ta incident, ki se je zgodil zaradi moje strehe. Tovariš inženir Trampuš je kot sodni izvedenec pregledal objekt, poslušajmo, kaj je ugotovil. Torej, stvar je tukaj zelo preprosta. Treba je sam zamenjati krovno konstrukcijo, ampak pogoj za to pa je pojačanje nosilnih zidov. Po mojem mnenju, prosim, če poštevate, je treba sam pojačati nosilne zidove, narediti eno betonsko ploščo in šele pol zamenjati krovno konstrukcijo. To bi bilo vse. Hvala lepa. Hvala lepa. Okay. Zdravo, srečno. Ste razumeli, kaj je rekel tovariš Trampuš? Ja, seveda sem. Ampak za to bodo potrebna precejšnja finančna sredstva. Kaj pa hočemo, vaš sodnik? Ampak jaz sem pripravljen storiti vse, da obvarujem moje drage someščane te nevarnosti, ki preži na nje v obliki te moje strehe. Ja. Tovarišica, pišite. Opozorjen, da obstaja zaradi dotrajanosti krovne konstrukcije stalna nevarnost za mimoidoče in obveščen o vseh potrebah gradnje, ki jo je treba izvesti, obtoženi izjavil, da razume in da je pripravljen popraviti svojo hišo Mesarska 60. Lahko greste, sodbo boste dobili po pošti. Kdaj pa bo to, vaš sodnik? Tega ne vem, to je administrativna zadeva. Aha, se pravi, da lahko takoj pričnem z deli, ne? Se pravi, s popravilom te strehe, ne? Kaj pa da?
Ja. Opozarjam pa vas, da morate v končanih delih obvestiti gradbeno inšpekcijo. Ja, se razume. Najlepša hvala. Pavla, pejva. Tega pa ne razumem. Tile kakor da so veseli, da bodo plačali nekaj milijonov in kakor da sem jim jaz podaril te milijone. Greva na kavico, Mince. Šli, no se pa sam tu. Ja, dobro je. Dobra! Na to se pa pije, kaj tovarši, Nazdar! Sam balinčka. Sluš, če zdaj ne zbiješ balinčka, bojo dobili. Kaj ne mogoče? Čakajte, fantje. Jaz ne bom zbil balinčka, ampak bom zbil njegovo kuglo. No, fantje, živijo. Sunce nazaj. Živijo. O, mojster Žužek, ste prišel. Sam tok počakajte, da končamo tole partijo, pa se pa pomenilo. Tega povdam. Balinčka. Črta. To je ta para, vidiš? Tala črta je vaša smrt. Mojster Žužek, ste me slišali, ne? Betonsko ploščo, pa 3 sobe gor, pa kopalnica, pa še veranda na dvoriščno stran. Zdaj smo že zmenen. Lahko tako začnem. Prsi še puto, ne pali mi žulce. Čakaj, da bomo videli. Velika mejna malce. Ne bo ga zbil pa Čemir s kompjuterjem. Ne bo ga zbil. Zdaj gremo pa na 3-4, ne, fantje? Ja. 3, 4!
fandi, jaz moram domov. Čak, no, zdaj bomo proslavili, se oni plačajo. Ne gre za to, ne, jaz moram domov, ker se moram še z mojstrom Žužkom zmenzati adaptacije. Adaptira. Slišal sem. Kar naj? Adaptira. Potlej bomo pa ružili. In praviš, da gradi. Samo mi o tem nič ne vemo. Kdaj smo dobili obvestilo? A sodno odločbo? Dobro, pojdi pa poglej, kaj tam delajo. Ne, točno po odločbi. Zdrav! Kaj zdaj to, se nismo na tekmi. Sodna odločba, če smem pripomniti. Kaj potem? Potem je pa to, da bomo v soboto končali z deli. Vaša stvar. In vaša, tovarš inženir, ker ti tukaj je pa prošnica za adaptacijo podstrešja. Iz tega pa ne bo nič. Ne verjamem. Tukaj je pa vaša izjava, ki ste jo dali, da mi boste odobrili prošnjo za adaptacijo, če bo stavba v redu. No, in ker bo stavba v redu, ker bo potrdil sodni strokovnjak inženir Trampuš, je pa tukaj tale prošnja za adaptacijo podstrešja. Če pa ne verjamete, da ste vi napisali tole izjavo, je pa tukaj še to vaš tajnik, ki bo to potrdil. Lahko gremo pa tudi na sodišče. Pojdite rajše k vragu. Saj bom šel. Sam mimogrede bi prišel še po dovoljenje za adaptacijo podstrešja. Saj ga boste dobili, razumete? Dobili ga boste, samo zdaj mi zginite sve luči. Tovarš Fajgel, pridite popoldne balinat. Igramo proti krajevni skupnosti Breg. Vi in tovarš Buncek sta pa v reprezentanci. No, in vikar se ne jezite. Se vidite, da smo vendarle vsi dobri ljudje. Zdrav!